Naj cilj obiskati vseh 212 občin Slovenije. In ta teden sva v občini Šmartno pri Litiji. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 50 minut. Bi se tudi vi zaleteli v drevo, da bi našli svojo sorodno dušo? Ta cerkev je res nekaj posebnega. In še najina lestvica Top 10. Začenjava pri cerkvi svetega Antona Padovanskega. Tukaj je bila v 19. stoletju zasajena lipa, ki jo je posadil duhovnik. Z lipo je povezana zanimiva legenda. Dekleta, ki so želela dobiti moža, so se morale v lipo zaleteti tako močno, da so se zatresle krošnje. Na ta način naj bi posledično našle ženina. Tako da me zanima, bi se tudi vi zaleteli v drevo, da bi našli svojo sorodno dušo? Definitivno nam napiši v komentar. Posadili so tudi novo lipo, da tradicija živi naprej. Na tem mestu je najprej stala kapela, ki so leta 1671 povečali. Leta 1880 so cerkev s pomočjo domačinov in romarjev prenovili. Po potresu leta 1881 pa dodatno utrdili. Oltar in kipe so izdelali domači umetniki. Leta 2018 je bila cerkev ponovno prenovljena. Cerkev za nama se imenuje Cerkev svetega Martina in stoji na mestu starejše cerkve, ki je bila prvič omenjena leta 1345. Sedajno cerkev je v neogotskem slogu zasnoval arhitekt Adolf Wagner. Gradili pa so jo med letoma 1899 in 1901. Domačini so za izgradnjo izdelali več kot 1 milijon opek. Cerkev ima gotske in baročne oboke, 2 baročni kapeli ter freske, ki jih je med letoma 1911 in 1913 naslikal Anton Jebačin. Kamnosek Felix Toman pa je leta 1901 izdelal glavni oltar. Staro mestno jedro Šmartna je zraslo okoli cerkve na območju z dolgo rudarsko tradicijo. Svinec so tu kopali že v prazgodovini, rudnik Sitarjevec pa je deloval vse do leta 1945. Ta cerkev je res nekaj posebnega. Za nama je rojstna hiša dr. Slavka Gruma. Bil je slovenski pisatelj in dramatik, študiral medicino na Dunaju, kjer se je začel zanimati za psihologijo, kar je močno vplivalo na njegovo pisanje. Najbolj znan je po drami Dogodek v mestu Gogi, ki obravnava teme človeškega trpljenja in duševne bolezni. Delal je kot zdravnik v Zagorju ob Savi ter predaval o zdravju in psihoanalizi. Kasneje se je boril z odvisnostjo, ki je močno vplivala na njegovo zdravje in ustvarjanje. Umrl je star komaj 48 let, njegovo delo pa še danes ohranjajo ulice in nagrade poimenovane po njem. Hiša pa ima danes tudi spominsko ploščo. Grad Bogenšperk ima kvadratno zasnovo, 2 nadstropja in 4 obrambne stolpe. V 17. stoletju ga je kupil Janez Vajkard Valvazor, ga prenovil ter dodal delavnico in knjižnico. Prav tukaj je napisal svoje najpomembnejše delo, Slava vojvodine Kranjske. Še danes velja za eno najpomembnejših znanstvenih del o Kranjski, njegovi domovini, ki danes predstavlja del osrednje Slovenije. Valvazor je grad leta 1692 zaradi finančnih težav prodal, nato pa je grad večkrat zamenjal lastnike. Med drugo svetovno vojno je bila notranjost poškodovana. Leta 1972 so začeli večjo obnovo pod vodstvom umetnostnega zgodovinarja Milana Jelovška. Ob vhodu stoji tudi spomenik Valvazorju. Spodaj tudi trim steza in seveda smo morala še na eno kavico. Na hitro sva se ustavila še pri bunkerju iz 2. svetovne vojne. Razgled na Kamniško-Savinjske Alpe je res čudovit. Dobra strateška točka.
Prišla smo na naslednjo lokacijo in to je zeliščna pot, po kateri trenutno hodiva. Zdaj je zima in je vse pomrzeno, ampak si predstavljam, da je spomladi ali poleti tukaj res čudovito. Vse zeleno, polno življenja. Kljub mrazu pa smo se odločila, da greva vse naokrog. Saj so tukaj tudi energijske točke. Lastnik Janez nam je dal ogromno informacij. Res je bil prijazen in nam je pokazal tudi svojo trgovinco, o kateri bo povedala več malo kasneje. Povedal nam je tudi za ledvičko. Tukaj so majhni kamenčki in tabla, na kateri piše, da izbereš kamenček in hodi z njim po poti. Kamenček naj bi pomagal pri čiščenju negativne energije in bil dober za ledvice. Na koncu ga pustiš v potoku, da voda odplakne slabo energijo. Seveda sem ga vzela in šla na pot. Potem sem hodila po poti v obliki osmice. To naj bi pomagalo zbistriti misli. Na tablah lahko prebereš veliko o posameznih točkah in tukaj piše, da ko hodiš skozi osmico, se osredotočaš samo na svoje misli in občutiš mir, ko stopiš ven. Naredila so še nekaj osmic in nato nadaljevala do naslednje točke, kjer so našla tudi tablo za keltski horoskop. In če verjameš v horoskope, ti bo ta del še posebej všeč. Ko se je Lali poslovila od svojega kamenčka, sva se spustila do jezera. Lastnik je povedal, da se tukaj tudi kopajo. Poleg tega pa si lahko izposodiš sup ali raft. Na zgoraj delu poti pa se skriva največ energijskih točk. In seveda sem preizkusila vse. Moram reči, da je to res posebna izkušnja in sem zelo uživala. Ne želimo pa pokazati preveč, da lahko vse to doživite sami. Lokacija je res čudovita, še posebej, če te zanimajo duhovne stvari, naravno zdravljenje, zeliščni čaji in podobno. Zdaj pa še o trgovinci. Ponujajo čudovite čaje, olja, kreme, kapljice, zeliščne napitke in likerje. V videu se vidi veliko steklenic z likerjem. Janez nam je tudi podaril 2 steklenici skupaj s sivko. Vsaka steklenica je nekaj posebnega. Vsak je cvetlica, ki izgleda res čudovito. To je popolno darilo za vsakogar, ki ima rad likerje ali zeliščne izdelke. Različni likerji in čaji imajo različne učinke. Tisti, ki ga držim jaz, pomaga pri slabosti ali bruhanju. Drugi pa je namenjen ženskam, od najstniških let pa vse do menopavze. Vsekakor priporočava, da si več o koristih prebereš na njihovi spletni strani ali pa jih obiščeš osebno. Mimogrede, Janez je bil v mladosti tudi prvak v dvigovanju uteži. Sam ne spomnim se točno, ali je bil prvak Slovenije ali ljubljanske regije, ampak vsekakor je bil prava žval. Prinsko je znano po ostankih velikega protiturškega tabora s 3 cerkvami. Cerkvijo Marijinega rojstva, svetega Nikolaja in svetega Petra. Predstavlja pomembno romarsko točko na Dolenjskem. S krajem pa je povezan tudi Jurij Humar, duhovnik, ki je tam služboval med letoma 1876 in 1890. Bil je znan po domnevnih čudežih in zdravljenju z magnetizmom, homeopatijo ter bioenergijo. Dnevno ga je obiskalo tudi do 200 ljudi in prejemal je pisma iz celega sveta. Pokopan je ob cerkvi Svete Neže, kjer mnogi verjamejo, da njegov grob še vedno oddaja zdravilno energijo. Ta lokacija res ponuja neverjetne razglede v vse smeri. Občina številka 11 od 212 končana. Na rajni lestvici pa jo dava gladko na prvo mesto. To pa je to za ta video. Všečkaj ga, naroči se na najin kanal, je popolnoma brezplačno, deli med svoje prijatelje. In se vidimo v naslednjem videu. Čau!